Natanko 100 let nazaj je Robert Wadlow, uradno najvišji človek, ki je kadarkoli živel, meril približno do sem. Zdaj, če se vam to ne zdi posebej veliko, Robert je bil takrat star 7 let. Ko je bil v bistvu star 5 let, je bil višji od mene zdaj. No, ko je Robert odrasel, je bil seveda zelo visok. Mene ob tem mojem govoru ne vidite, ker stojim na drugi strani kombija in tole je enkrat povišan TGE s skupno višino 2,59 metra, bi pa videli Roberta. Fant je bil namreč visok 2,72 metra in bi najbrž lahko celo pogledal, če na strehi kakšna umazanija. Jezus! To seveda pomeni, da Robert tukaj noter ne bi mogel stati. Tole je najkrajša, pa enkrat povišena različica, zato je skupna višina tukaj noter 4 cm manj kot 2 metra. Pravzaprav niti v najvišjem in največjem TGE-nu ne bi mogel stati, ker je notranja višina tistega samo 2,17 m. Bi pa lahko ležal na tleh, ker je tale keson dolg 3,45 m, zato je skupni volumen tukaj noter 11,3 kubika. No pa še zadnji, mal morbiden podatek, potem pa res neham z Robertom. Ko je pri rosnih 22 umrl, je bila krsta dolga 3,25 m. Ja, tudi ta bi šla sem noter. No, lahko pa mimogrede pohvalim par drugih stvari, ki so mi zelo všeč. Za začetek te zaščite vse naokrog, tudi teh pritrdilnih mest je en kup, in pa 2 seta skupaj 4 močnih luči takole pod stropom. V bistvu imate lahko tovor na enem delu kombija naložen do vrha in čeprav ti 2 luči ne boste dajali nobene svetlobe, boste drug del osvetljevali tisti dve. Vem, da marsikateri obrtnik, še posebej pa podjetja, ki kombije kupujete za svoje zaposlene in vam je malo mar za njihovo udobje, gledate predvsem ceno in stroške vzdrževanja. Obe cifri morata biti čim nižji, pa smo zmagali. No, TGE najbrž ni najcenejši, je pa zato najboljši. Res, prav neverjetno je, kako se lahko dostavniki med seboj razlikujejo in če hočete imeti vozniško zelo prijeten kombi, je tale pravi. Sploh težko težim pri katerikoli stvari, no še posebej pri tej moji testni različici, ki ima najmočnejši motor v ponudbi, ta ima 130 kW moči oziroma skoraj 180 konjičkov, pa 8-stopenjski samodejni menjalnik. Ročica, mimogrede, je tukaj ob volanu in je zato še spodaj več prostora. Kombinacija je super, občasno se mi sicer zazdi, da menjalnik malo sanja in potem avto kar nekako ne potegne, naprimer, ko se počasi premikam po mestu, med klasično vožnjo je pa super. Nasploh moram pohvaliti celoten položaj. Sedež je zelo udoben, preglednost je krasna, volanski obroč je izdatno nastavljiv v vse smeri in za voziti je tole eden najboljših, mogoče celo najboljši kombi. Celo vzvratna vožnja je precej enostavna, ker je kamera dobra in se njena slika prikazuje na tem zelo velikem zaslonu. Notranjost so pred kratkim posodobili. Zdaj je tukaj na sredini velik zaslon, ki je super in tudi hitro deluje, enakega najdemo še drugod po skupini Volkswagen. Z izjemo tega tečnega drsnika vse skupaj deluje hitro in enostavno, no se tudi drsnik deluje hitro in enostavno, ampak je vse malo smotan za uporabo. In ta predal za telefon, kjer ga tudi brezžično lahko polnim, je postavljen malo odročno. Je pa res, da telefona med vožnjo itak ne smem gledati, torej je ta položaj očitno čist ok. In pred mano so tudi digitalni merilniki, nastavljivi na nešteto načinov. Skratka, vse štima in vse je super. Ampak Robert Wadlow ga vse ne bi mogel voziti, kljub temu, da je kabina zelo prostorna. Bi ga pa lahko vozil jaz in sicer tamle zadaj bi mu pritrdil kar kakšen fotelj, pa bi imel potem prav posebno limuzino z dovolj prostora za glavo in za kolena.